No, sedaj pa uradni pozdrav v mojem imenu. Jaz sem Vladimir Gomiler, sem direktor Slovenskega gradbenega grozda in sodelavcem Andom Goblonom sva pripravila oziroma povabila Ilon, da nam predstavi nekaj vsebin v zvezi z BIM-om in digitalizacijo v gradbeništvu. Za začetek par uvodnih besed. Lahko se vključite preko četa, kot je zdaj že v navadi, ne. Video pa mogoče kar imejte izklopljeno, kot rečeno, je pa webinar sneman in bo na voljo kasneje na prošnjo oziroma zahtevo tudi na našem YouTube kanalu. Sicer je pa to aktivnost v okviru enega od naših partnerstev grozdov. Tu so našteta 3, pri katerih smo sodelovali. To je evropska iniciativa oziroma podpora sodelovanju med grozdi v Evropi. In ta je na temo skoraj nič energijske gradnje, to je ta srednji smartphone ZEP. In del treninga in usposabljanja članov grozda in tudi sektorja na področjih povezanih z skoraj nič energijsko gradnjo. Ker je to del projekta, je potrebno to tudi omenjati. Mogoče še nekaj informacij o tem projektu. Gre za povezovanje oziroma izmenjavo med grozdi in predstavlja priložnost, da podjetja, ki želijo vzpostaviti razvojno ali poslovno sodelovanje s partnerji iz, v tem primeru, Poljske, Romunije in Srbije, se lahko vključijo in se udeležujejo tako imenovanih izmenjav grozdov, Cluster Exchange, kar je tudi iniciativa Evropske komisije, da po vzoru Erasmusa, verjetno ga poznate ta program, se tudi podjetja lahko vključujejo in izmenjujejo med evropskimi državami in to je eden od teh projektov, ki je bil odobren, jih je pa še več, kar pomeni, da kot član grozda in ta grozd je registriran v Evropski platformi grozdov, se lahko udeležite kateregakoli od teh Cluster Exchangeov, ki jih tudi ostali projekti, ki zdaj tečejo, mislim, da jih je 5-6, organizirajo. Nekaj sredstev potnih se povrne, v glavnem je pa pač ta prispevek v tem, da so stvari organizirane, pripravljene in to je del dejavnosti projekta, ne. V vseh teh izmenjavah je pa tudi veliko raznih usposabljanj, informacij o teh trgih, seveda, ne. Predvsem v povezavi skoraj nič energijsko gradnjo, v tem našem projektu, v drugih pa so druge vsebine. Tako da to je ena pomembna recimo iniciativa v Evropi, ki pa upam, da bo šla tudi naprej v okviru Single Market programa. To potem, zdaj bi pa predal jaz kar besedo gospodu Rajhu in vabim, da kar delite zaslon in začnete z vašim predavanjem. Ostale pa prosim, če izključite mikrofone, da ne bo... Takole, zdaj upam samo, da vidite moj zaslon. Pardon, jaz moram nehati še raz, se opravičujem samo. Zdaj bo pa šlo, ja. Okej. A mi samo nekdo potrdi, vidite moj zaslon? Vidimo ga, sam je v prezentacijski... Še zagnati morate prezentacijo. Tako, ja, tole bomo pa še zagnali. Zdaj jaz bom tudi mojo kamero izklopil, ker verjetno je bolj zanimivo to, kar bo na zaslonu. Takole. Torej, lep pozdrav v mojem imenu in imenu
podjetja Pilona EC. Moje ime je Gorazd Rajh. Zdaj nekateri po imenih udeležencev sem videl, z nekaterimi se poznamo, nekaterimi še ne poznate, tako da na začetku bom par besed samo povedal o meni pa o našem podjetju. Torej Pilona EC, v Sloveniji smo, v bistvu nastali smo leta 2003, se pravi, kmalu bomo polnoletni, se pravi 18 let že v podjetju Pilon. S podobnimi stvarmi kot v Pilonu smo se prej ukvarjali v podjetju Jabolko. Tisti, ki ste mogoče uporabniki Apple računalniških sistemov, se nas mogoče še iz tistih časov spomnite. No in glavna naša dejavnost, več kot 90% našega dela je usmerjenega v programsko opremo, programske rešitve za arhitekte, gradbenike in izobraževanja za ta programska orodja, svetovanje, pomoč pri delu in tako naprej. Ta glavno orodje, po katerem nas verjetno večina pozna, je program Archicad. Njegov avtor je podjetje Graphisoft, ki je sestavni del grupacije Nemeček. Graphisoft sam že od leta 1983 izdaja program Archicad, tako da je to, bi lahko rekli, najstarejši program, BIM program na svetu. Čeprav se do nekih 5, 6, 7 let nazaj temu ni reklo BIM, ampak virtualna stavba, kup drugih imen je bilo, zdaj se je pa uveljavljal ta izraz BIM, Building Information Modeling. Torej, prisotni so preko 80 državah, v vseh teh letih je seveda že en kup projektov bilo narejenih, od majhnih projektov do največjih. Trenutno se recimo z Archicadom projektira oziroma gradi, končuje že skoraj gradnja druge najvišje stavbe na svetu, Merdeka Tower, tako da ves spekter projektov od majhnih do zares največjih. Poleg Archicada smo zastopniki nekaj preko Nemečkove skupine, nekaj lastno tudi s ostalimi programi, se pravi Atlantis za izdelavo vizualizacij, Twinmotion za real-time vizualizacije, se pravi renderiranje in animiranje v realnem času. Potem marsikdo od vas verjetno pozna program SketchUp, ki je namenjen hitremu modeliranju, pa skiciranju in idejnim projektom in tako naprej. Za statične preračune, analize smo zastopniki za Axis VM. Še eno vizualizacijsko orodje V-Ray. Potem software, ki povezuje BIM okolja, Solibri. To je programska oprema namenjena preverjanju BIM modelov, izdelavi kolizij, se pravi preverjanju kolizij, preverjanje pravilnosti BIM modela na osnovi raznih pravil in pa v povezavi s SketchUpom tudi program Sapphire za energetske izračune. Torej, kot sem rekel, v Sloveniji smo že prisotni več kot 30 let, zadnjih 18 v podjetju Pilona EC, preko 600 uporabnikov samo programa Archicad. Če bi še vse ostale naštel, bi prišli že verjetno do številke 1000. In današnje predavanje je skrajšana verzija, se pravi, povzetek našega enodnevnega izobraževanja, Open BIM sodelovanje, ki ga izvajamo predvsem za naše uporabnike, se pravi uporabnike programa Archicad, vendar v taki ožeti vsebini mislim, da boste tudi tisti, ki niste uporabniki Archicada, našli vsaj nekaj tudi za sebe, da se boste znašli ne glede na to, katero BIM orodje
uporabljate. Torej, na tem našem izobraževanju oziroma v strnjeni obliki bomo danes na tem predavanju videli, bomo malo pogledali, kaj to sploh OpenBIM je. Zdaj upam, da vsi veste, kaj je BIM, tako da čisto v te podrobnosti ne bomo šli, ampak predvsem, kaj je OpenBIM. Pokazal bom, to bo približno 20 minut, tale prezentacija, potem pa bi skočili neposredno v Arhitekt 24, kjer bom probal v živo prikazati postopek, kako sama procedura pri izmenjavi BIM podatkov poteka. Kar bi vam radi prikazali, je malce več informacij o izmenjavi na osnovi IFC formata. Kasneje bom tudi povedal, zakaj IFC in kaj to zares je. In cilj je seveda, da bi na koncu vsi malce lažje koordinirali vaše modele s predstavniki drugih strok, ki so udeleženi na projektu. Zdaj med vami so verjetno, predvidevam, bolj gradbeniki kot arhitekti, ampak vsekakor na projektu sodelujete skupaj še s projektanti strojnih, elektroinštalacij, konstrukterske rešitve, potem razne analize in jasno cilj je, da med seboj čim bolj uspešno sodelujete, da je projekt na koncu čim boljši. Torej, tukajle začel bi z eno takole prvo shemo, poenostavljeno shemo, kako sodelovanje na osnovi BIM modelov sploh deluje. Tole skico bomo tekom današnjega predavanja nekajkrat videli, ampak v osnovi se gre za to, da začnemo, zdaj, če tukajle v vodoravni vrstici imamo neko časovnico, nek timeline, vidimo, da se vse začne s dobro pripravo modela, da je BIM koordinacija oziroma da imamo kakršnekoli koristi od BIM-a, moramo imeti dober BIM model. Zdaj, kasneje boste tudi videli, da BIM model ni eden, ampak jih je več, ampak vsak od teh modelov ima svoj določen namen in mora biti pravilno pripravljen. Tukaj se gre in za konvencije okrog modeliranja, kaj se modelira, kako se klasificirajo objekti in tako naprej. No, ko imamo model do neke stopnje pripravljen, sledi prva izmenjava tega BIM modela. Tukaj že nastopi IFC format in tipično je, če rečemo, da se projekt začne pri arhitektu, ali pa že prej mogoče pri geodetu, da sploh izmero naredi, ampak pri arhitektu se začne 3D model sestavljati. In običajno je ta prva izmenjava s konstrukterjem. Ali s konstrukterjem recimo kovinskih konstrukcij, betona, za statične preračune, se pravi, da pripravimo model in naredimo prvi izvoz. Ko ta izvoz naredimo, model, ki smo ga izvozili, pošljemo recimo v našem primeru konstrukterju, on ta model prevzame in začne z njim delati naprej in jasno, ta čas arhitekt ne sedi pri miru in čaka, kaj bo zdaj nazaj dobil od statika ali od gradbenika, ampak on projektira ta čas naprej in se premika proti fazi 3. V fazi 3 pride do prve izmenjave, ko arhitekt dobi model nazaj in ga primerja s svojim modelom. Se pravi, gradbenik naredi nek IFC model, recimo jeklene konstrukcije ali betonske konstrukcije ali kakšne preračune naredi svoj model in ga pošlje nazaj arhitektu. In ko arhitekt to uvozi, dobimo tako imenovan federiran BIM model, se pravi model, ki združuje modele tudi drugih strok. Zdaj sledi
preverjanje modela in koordinacija. Se pravi, nekdo mora zdaj te dva modela pogledati in videti, ali prihaja do kakšnih težav, kakšnih napak, ali je recimo statik nekaj izračunal, nek steber, da mora biti večji, močnejši ali pa na drugem mestu in ga mora tudi arhitekt v svojem modelu popraviti. Se pravi, sledi preverjanje modela in pa koordinacija. Ko se ti modeli združujejo tudi še iz ostalih strok, recimo, da pride še noter model od projektanta strojnih inštalacij, pridemo do tega, da moramo te težave, ki se pojavijo, rešiti. Ali pomočjo orodja za preverjanje kolizij, kjer ugotovimo, kje se recimo je strojnik svoje inštalacije napeljal, mi pa nimamo še odprtin v nosilnih delih konstrukcije ali kakršnekoli druge težave. In nato, ko te težave razrešimo oziroma ko jih identificiramo in jih razpošljemo ustreznim projektantom, da jih popravijo, se vsa zadeva tukaj iz točke 6 vrne nazaj v točko 2. Se pravi, vsak dobi spet svoj model, svoje naloge, kaj mora v modelu popraviti, kar se je projekt spremenil, ali so težave pri koordinaciji, in potem se ta cikel ponavlja toliko časa, da dobimo na koncu, rečemo v narekovajih, idealen BIM model, ki združuje in vsaj v BIM level 2, se pravi v BIM nivoju, drugem nivoju BIM-a, model arhitekture, model konstrukcij in model strojnih inštalacij bi mogli biti tukaj v točki 6, potem po nekaj teh iteracijah biti popolnoma usklajeni. Zdaj, govorimo ves čas o BIM-u, zraven sem večkrat rekel besedo Open BIM, zdaj, da malo razložimo, kaj je Open BIM drugačen od BIM-a. Torej, pri Open BIM-u v odprtem BIM-u se pogovarjamo o modelih, ki se izmenjujejo na osnovi neke odprte platforme. Večkrat boste tukaj slišali ime IFC. IFC je izmenjevalni format, BCF, to je format za izmenjavo težav, issues po angleško. In da majhen razložimo, kaj je ta Open BIM koncept, kako deluje, je baziran na teh 5-6 točkah, ki so tukaj zraven napisane. Zdaj nimamo časa, da bi šli čisto čez vsako od teh točk posebej, ampak kot prvo bi navedli, zakaj sploh BIM uporabljamo. Rekel sem, verjetno vsi veste, kaj je BIM, ampak kaj je namen, zakaj se sploh BIM zadnje čase toliko omenja oziroma je že ponekod obvezen. V nekaterih državah 70% javnih projektov ali pa večjih projektov se naredijo po BIM tehnologiji. Predvsem želimo z BIM projektiranjem, BIM delovnim procesom tisto fazo projektiranja, kjer se pojavi največ težav, želimo premakniti iz faze izdelave dokumentacije ali pa sploh da se težave opazijo šele na gradbišču, se pravi, z te faze želimo to premakniti čim bolj v levo, v čim zgodnejše faze. Z oranžno tukaj vidite neko krivuljo, ki nam pokaže, kakšen je strošek neke spremembe, glede na to, kdaj to težavo oziroma to spremembo sprožimo. Pravi jasno, najdražje je, ko enkrat projekt že končan, se pravi, stavbo smo predali naročniku in takrat opazimo napake, takrat so ti stroški najvišji. Veliko lažje je, če te težave opazimo v zgodnji fazi, idealno že v konceptni, v razvojni fazi, ali pa vsaj pred izdelavo dokumentacije. In tukaj vidimo zeleno in črno, tale graf prikazuje, kje je bistven del projektantskega procesa. Pri tradicionalnem projektiranju, 2D načrtih, v
bom rekel, kar AutoCAD, počasih smo pač na risalni deski še delali, se je največ teh težav oziroma največ energije bilo potrebno narediti v fazi izdelave dokumentacije. Delali smo na osnovi skic, nekih prvih načrtov in največ časa smo porabili za to, da smo naredili dokumentacijo. Zdaj se je vsa ta krivulja premaknila dosti bolj v levo in se zdaj največ teh odločitev pomembnih skoncentrira v konceptni in v razvojni fazi, kar pomeni, da tukajle, ko vplivamo na spremembe, te spremembe predstavljajo bistveno manjši strošek na projektu. Torej, Open BIM, odprti BIM je nek skupen pristop, univerzalen pristop k projektiranju, ker vemo, da še posebej v državah, kot je Slovenija, nimamo velikih design build podjetij, kjer bi v eni firmi združevali tako geodete, arhitekte, gradbenike, pa še gradbena firma, še izvajalci bi bili noter, pa strojniki, se pravi, takih firm v Sloveniji ni, zato Open BIM je še to bolj idealen za naš način projektiranja. Open BIM je bila iniciativa večjih proizvajalcev programske opreme. Graphisoft je bil eden od njih, eden od prvih, ki se je za to začel zavzemati, vendar se je s časoma so se pridružili praktično vsi večji proizvajalci, tudi tisti, ki so na začetku to absolutno zavračali, ker so smatrali, da imajo oni ta pravo rešitev in da drugih rešitev softverskih sploh ne potrebujejo. In vse skupaj se je združilo v organizaciji Building Smart, ki je glavni promotor in glavni organizator tega Open BIM gibanja. In zdaj, zakaj sploh Open BIM? Kot sem rekel, v projektu sodeluje veliko udeležencev in najboljše je, da si vsak od teh udeležencev sam izbere programsko rešitev, način, kako bo delal, s katerim orodjem bo delal, na kakšnem operacijskem sistemu bo delal. Važno je, da njegovi podatki se lahko izmenjujejo s podatki drugih udeležencev, da imamo neko skupno osnovo, skupno platformo, na kateri te podatke lahko izmenjujemo, vendar ne silimo nikogar, da uporablja točno neko določeno programsko rešitev. Zato je bil izmišljen že, mislim, da 15 let nazaj, če se ne motim, ta izmenjevalni format IFC, ki je narejen izključno za gradbeno stroko in je edini format, ki podpira gradbeno stroko in izmenjavo BIM informacij. Zagotavljati mora ta IFC format gladko izmenjavo podatkov in pri tem se ne sme izgubiti, noben podatek se ne sme izgubiti. Veliko uporabnikov vam bo začelo razlagati, da BIM ni primeren, da IFC je zares, da se veliko informacij v njem izgubi, da tisto, kar pošljete ven, ni isto, kar potem nekdo drug vidi. To moram reči, da je mit, ki je z leti uporabe že zdavnaj presežen. Malce kasneje, ne 2 slajda kasneje, bomo šli čez nekaj teh osnovnih mitov okrog IFC-ja. Predvsem pa mora biti Open BIM mora omogočati, da nima nobena niti programska rešitev, niti proizvajalec softvera ne sme imeti nekega monopola nad izdelavo dokumentacije. Vsak proizvajalec neke programske rešitve mora imeti možnost dostopa do izvorne kode IFC-ja, kar pomeni, da lahko vsak, recimo lokalni proizvajalec, neke specialne rešitve lahko
prebere IFC datoteke, da ima do tega povsem prost dostop do formata, lahko zapiše IFC modele in na tak način zagotavljamo, da nismo odvisni od nekih velikih proizvajalcev, ki bi nas radi zaklenili v nek svoj ekosistem. Če čist kot tak praktičen primer povem, recimo že samo v sosednji Avstriji mislim, da ima vsaka regija, vsaka pokrajina v Avstriji ima svoja pravila, kako se izračunava energetska učinkovitost stavbe. In zdaj, če bi se mi zanašali, ravno tako je recimo v Sloveniji, če bi se mi zdaj zanašali, da bo nek velik proizvajalec, recimo Nemček, če ga omenim kot avtorja Arhikeda, ali pa Autodesk, ali pa, ne vem, Bentley, nekaj takega, da bi mi čakali, da ti proizvajalci naredijo programsko opremo za izračun energetske učinkovitosti prav za Slovenijo ali pa za vsako avstrijsko pokrajino posebej, bi verjetno dolgo časa čakali. Tako je pa možnost, da lokalni proizvajalci naredijo rešitev, priklopijo se preko IFC vmesnika in imamo rešitev, ki je neodvisna in po vseh teh načelih odprtega BIM-a. Prej sem omenil, da BIM model ni eden, ampak je BIM modelov več. V bistvu, če bi vsakega udeleženca v projektu vprašali, kako izgleda njegov BIM model, bi dobili v bistvu od vsakega čisto drugačen odgovor. Arhitekt vidi neke stvari povsem drugače, kot jih vidi gradbenik ali pa kot jih vidi projektant strojnih inštalacij, če samo te tri discipline trenutno omenjam. In različni so načini modeliranja. Zelo velikokrat boste videli, arhitekt recimo steno naredi kar od kleti pa do zadnjega nadstropja naredi eno steno. Gradbenik mora to steno razdeliti po posameznih etažah. Strojniku pa zares te stene niso važne, on pa samo išče, kje ima prostor, da bo lahko svoje cevi speljal in da bo imel čim manj konstrukcijskih elementov vmes, da ne bo treba delati preveč prebojev. Potem velika razlika pri teh modelih je tudi nivo razvitosti tega modela. Se pravi, arhitekt lahko nek steber nariše čisto enostavno kot i-profil in na vrhu gor položi kar počez nov i-profil, medtem ko konstrukter bo tam gledal, kako bo to, ali bo to privijačeno, ali bo to privarjeno, ali bo nek spojni element vmes, kako bo to prenašalo obremenitve kasneje pri statični analizi in tako naprej. Se pravi, vsak od udeležencev ima nek svoj nivo, do katerega mora detajlirati. Tukaj se je pojavilo kar nekaj teh kratic, ki so včasih, jih malce mešamo med sabo, LOD kot Level of Development oziroma eni pravijo Level of Definition, potem Level of Geometry, Level of Information, to se je zdaj ta LOD se nekako razdelil na Level of Geometry, se pravi, kako natančno je nekaj zmodelirano, in Level of Information, koliko informacij smo k temu elementu pripeli zraven. Potem povsem različna je dokumentacija, načrt arhitekture ali pa načrt strojnih inštalacij sta čisto dva različna načrta. In poleg teh treh disciplin, na katere se danes osredotočamo, je še desetine drugih analitičnih, lokalnih in tako naprej. In vsak zahteva neke svoje predpise, neke svoje načrte in zato je tukajle pomembno, da imamo en tak splošen vmesnik, kot je IFC, da nam vse to skupaj povezuje. Torej, eden od osnovnih principov OpenBIM-a je princip referenčnega modela. Tukajle velikokrat pride do napačnega razumevanja pri BIM-u, ko mi IFC model, recimo arhitekt IFC model preda strojniku ali pa statiku,
se velikokrat tukaj narobe razume, da zdaj recimo konstrukter dobi model in on začne ta model lepo spreminjati po svoje. Tukaj moramo prvo črto potegniti in se začeti spraševati o odgovornosti posameznih projektantov do svojega modela in kdo je lastnik kakšnega modela. Torej, strojnik ne bo nikoli šel prestavljati stebrov, pa ne vem, plošče luknjati, delati odprtin v ploščah, vedno je to naloga drugih strok. Ravno tako je v sodelovanju med arhitektom, pa strojnikom, pa konstrukterjem se definirajo velikosti, ne vem, inštalacijskih jaškov in tako naprej. Se pravi, vsak projektant je odgovoren za svoj model in lahko tudi samo spreminja svoj model. Se pravi, ko dobimo mi IFC model od nekega drugega projektanta, ga v svojega vstavimo le kot referenčni pogled. Se pravi, noter je samo za referenco, lahko ga uporabimo pri izdelavi načrtov, se pravi, da se nekaj tudi vidi na načrtih, vendar načeloma ne spreminjamo modela nekoga drugega. Če pride do težav, smo rekli, jih razrešimo na koordinacijskih sestankih in se dogovorimo, kdo mora zdaj kaj spremeniti. In pa še eden od osnovnih principov, jasno, izguba geometrije ali informacij ni sprejemljiva. Pravi tisti, ki pravijo, da se z IFC-jem objekti ali pa informacije izgubljajo, to se ne sme dogajati. Če še malo bolj detaljno ponazorim, recimo arhitekturni model, arhitekt naredi neko ploščo med etažami, kot neko konturo, podeli neko debelino, mogoče definira material, da bo to betonska plošča, ali bo to kakšna sestava, določi, kakšni naj bi bili na njej finalni tlaki in tako naprej, ampak še vedno to se gre za neko konturo z neko debelino in ta kontura, ta plošča se preko IFC prenese statiko. Statik oziroma gradbenik se kasneje odloči, da to mogoče niti ne bo plošča, ki bo vlita na gradbišču, ampak bo sestavljena iz mogoče prednapetih votlih elementov. Se pravi, en element, ki je pri arhitektu kot celota, pri gradbeniku potem razpade na en kup teh votlih, prednapetih votlih plošč in ko se te dva modela združita, zdaj pride do tega, da imamo v referenčnem modelu na istem mestu dva ali več elementov. In zdaj vsak se mora odločiti, katere elemente bo zdaj obdržal, oziroma zdaj ali bo arhitekt svojo ploščo premodeliral in bo namesto ene plošče naredil te nosilce, noter, te prednapete votle plošče, iz knjižnice pobral neke elemente, mogoče bo svojo ploščo celo izbrisal iz modela, pa bo vključil neposredno ploščo od gradbenika. Ampak tukaj je nekaj potrebno narediti, da na koncu pridemo do modela. Se pravi, če arhitekt potrebuje tak v prerezu, da se vidijo ti prednapeti nosilci, bo seveda ali vzel ploščo od gradbenika, ali bo svojo ploščo premodeliral po tem principu, ampak končni model mora biti tak, kot je. Ne eden, ne drugi pa ne smeta spreminjati dela od drugega projektanta. Torej, za tako izmenjavo dokumentov se je pač zahteval neka odprta platforma, nek odprt format za izmenjavo. In ta format mora izpolnjevati te zahteve, ki so tukaj na zaslonu, se pravi, jasno mora biti sposoben zapisati 3D geometrije, drugače v BIM-u sploh ne moremo govoriti. Poleg same geometrije mora podpirati tudi metapodatke elementov. Se pravi, vsak element ima svoje podatke, geometrijske podatke,
če recimo tisto ploščo rečemo, ima svojo dolžino, širino, debelino, material in tako naprej. In dodatne podatke, ki jih v kasnejših procesih projektiranja potrebujemo, to so tako imenovani properties, ki jih k elementu dodamo. Te properties, te lastnosti običajno niso vidne na samem načrtu, ampak so pripete elementu samem. Pravi, IFC format oziroma ta izmenjevalni format mora tudi te dodatne podatke podpirati. Struktura tega izmenjevalnega formata mora biti enostavna, da jih lahko filtriramo po tej zbirki podatkov, ker to ni več nek geometrijski model, ampak je to zbirka podatkov. Se pravi, po njej lahko filtriramo, izpolnjevati mora te zahteve koncepta referenčnega modela. Se pravi, da ko dve IFC datoteki združimo v enem fajlu, da vsak element ve, kateremu IFC modelu dejansko pripada. Format mora biti odprtokodni, se pravi, kdorkoli, ki ima interes, mora imeti dostop do tega formata, do strukture tega formata, kar zagotavlja, da, kot sem prej rekel, razne lokalne rešitve, da bojo vsi programi znali med seboj komunicirati. Imeti mora dokaj preprost shemo zapisa. Tukaj je izbran tekstovni fajl, vsako IFC datoteko lahko v tekst editorju odprete. In sam ta izmenjevalni format mora biti baziran sicer na enem jeziku, tukaj je bila izbrana angleščina, vendar je vsebina lahko povsem lokalna. Se pravi, tiste dodatne informacije, ki jih mi pripenjamo kot lastnosti k objektom, so neodvisni od jezika. Se pravi, lahko vpisujemo noter jasno podatke v slovenščini in se med izmenjavo ne smejo izgubiti. No, en prvih mitov okrog IFC je, da je to čist dovolj dobro za ravne stene pa plošče, da čim pa malo bolj kompleksno geometrija to pa IFC ne prenese. Čist klasičen primer, ena stavba, ki je bila na naslovnici Arhikeda, mislim, da verzije 10 ali nekaj takega, je od tega japonskega arhitekta prevedena v IFC z vsemi krivinami, z vsemi posebnostmi svoje oblike, tako da izgubiti se ne sme nič. No, tukaj vidite en tak primer za en preprost zid, eno preprosto steno, koliko informacij se k tej steni pripne, ki jih mi na nobenem načrtu nikjer sploh ne vidimo. Se pravi, tukaj vidite razne properties, se pravi lastnosti, od požarne odpornosti do tukaj vidimo neke vrednosti, ki so na nič, ki pač mogoče pri zidu niso pomembne, service life, se pravi uporabna doba, environmental load, se pravi obremenitev okolja in tako naprej. Skratka, ogromno enih informacij lahko k objektu pripnemo. Zdaj, katere informacije, katerim objektom je pa naloga naročnika oziroma odgovornega na BIM projektu, da te informacije predpiše in potem tudi spremlja, da so zares izpolnjene. Torej, nekaj preprostih dejstev v teh IFC-jev. IFC je izmenjevalni format, ne native format neke rešitve. Tisti, ki mogoče IFC še ne poznate toliko dobro, dam kot eno primerjavo format PDF. Danes vsi uporabljamo PDF in PDF je tudi arhivski format, se pravi, karkoli danes zapišete v PDF, ste lahko prepričani, da ga boste čez 10-20 let lahko odprli. Zdaj, PDF ni bil izmišljen oziroma izumljen tako kot IFC, z mislijo na odprtost že v samem začetku, ampak PDF format si je izmislila firma Adobe, si jo poznate po Photoshopu, Illustratorju in tako naprej.
Vendar, ko je njegova popularnost toliko prerasla, se je Adobe odločil in je kodo PDF-ja odprl in je od takrat naprej tudi PDF ISO standard, ni več odvisen, ni več v lasti Adobe, ampak je v lasti te Creative Commons, se pravi odprtokodna rešitev, in zato ste lahko sigurni, da PDF, ko ga boste čez toliko in toliko let odprli, boste našli nek software, ki ga bo lahko odprl. IFC je tako kot PDF nevtralen, je arhivski format. Danes lahko odprete 15-20 let stare arhivske datoteke. Če samo pomislite recimo 15-20 let stare Word dokumente ali pa DVG-je, AutoCAD-ov ali pa še kup programskih rešitev, ki so mogoče pred 15 leti obstajala, danes pa mogoče ne obstajajo več. To se ne sme zgoditi, ker vaši projekti, ko jih enkrat predate naročnikom, bodo živeli pač toliko časa, dokler živi stavba. 50, mogoče 100 let, in takrat se mora dati odpreti. IFC je bil narejen za gradbeno stroko, je malo prekrivanja med posameznimi strokami, vendar IFC mora pokrivati vse, kar se tiče gradbeništva, ne pokriva še vsega, ampak se z vsako novo verzijo se dodajajo novi elementi, recimo za IFC 4, ki je ta zadnji, so bili dodani tudi, mislim, da te mostovi, tuneli, ceste in tako naprej. Se pravi, ni namenjen samo zgradbam, tudi vsem drugim, tudi mogoče za drugi tir Divača-Koper ste slišali, da je projektiran po BIM principu, tunel, Karavanke in tako naprej. Med prevajanjem podatkov modela elementi postanejo statični. To bomo malce kasneje, ko bomo v živo pogledali, tudi videli. Namen IFC-ja ni izmenjava projekta od arhitekta k statiku in da on potem vzame model in dela z njim naprej. Kot smo rekli, referenčni model zadostuje, da vi dobite geometrijo in vse informacije, ne da dobite to parametrične objekte tudi naprej. IFC ne prenaša 2D dokumentacije, ne prenaša načrtov, se pravi, IFC prenaša samo 3D elemente in njihove lastnosti. Nekaj izjem je pri 2D elementih, prenesejo se recimo elementi rastra, se pravi te gradbene vsi. Tisti simboli za odpiranje vrat, levo, desno in oken, to je pa tudi vse, se pravi, ne prenašajo se kote, črte in tako naprej. Se pravi, ne smemo imeti pričakovanj, da se to prenese naprej. No, zdaj bi pa jaz skočil neposredno v Arhicad, pa bomo si majhen v živo pogledali, kako ta zadeva deluje. Takole, tukaj imam en tak model, ki je recimo že primeren za res pravo BIM sodelovanje, se pravi en pisarniški objekt, to je drugače od podjetja Graphisoft v Budimpešti ena od njihovih stavb. In če se spomnite malo tiste prve sheme, ta prvi slajd, ko smo začeli danes predavanje, najprej moramo imeti dobro pripravljen model. In da preden sploh začnemo modelirati, se moramo ene par stvari, udeleženci na projektu, se moramo zmeniti. Prva od teh je project orientation, se pravi, kje je kota 0,0, kako je projekt, se pravi, parcela zasukana, kam gleda sever. Vsi BIM programi imajo, tako milo rečeno, težave, če je projekt, sama stavba, zelo, zelo daleč stran od koordinatnega izhodišča.
Zato moramo te posebnosti posameznih programov upoštevati in če že v osnovi vemo, s katerimi sodelavci bomo sodelovali na nekem projektu, je fino, da se usedemo pred projektom in rečemo, tukaj bo kvota 0,0, se pravi tole bo naša XY00, stavba bo zasukana takole, smer severa bo takole in vse te stvari nekam zapišemo, zato da kasneje ne pride do tega, da dobite model od nekoga drugega, pa je za 90 stopinj zasukan ali pa je na neki čist drugi lokaciji, ker je nekdo pač narobe geodetsko podlogo vozil noter. Tukaj morate upoštevati tudi posebnosti posameznih programov. Recimo, ena od takih je Arhicad ima sever, kadar rečemo, da je sever pod kotom 0,0, je v vodoravni smeri. Se pravi, če gremo tukaj pogledati v Arhicadu Project Location, se pravi, 0,0 severa pomeni v smeri osi X. Že tukaj morate vedeti, recimo program Revit, ki je recimo naslednji BIM program, ki vam mogoče pride na misel. Revit ima koto severa 0 zasukano v primerjavi z Arhicadom za 90 stopinj. Se pravi, če ne upoštevate tega in samo izvozite IFC file in ga odprete v Revitu, bo zasukan za 90 stopinj. Tako da take stvari je treba upoštevati. Vsi programi imajo tudi tako imenovano survey točko, se pravi survey point, nek objekt, ki ga lahko upoštevate pri izvozu v IFC in je zelo pomembno, da ta survey point je na isti točki v vseh projektantskih programih. Samo v tem primeru vam bojo modeli res padli drug na drugega. Potem naslednja stvar, katero se morate zmeniti z ostalimi udeleženci, so etažne višine. Število etaž niti ni toliko pomembno, če recimo imate sodelavca, ki dela strojne inštalacije, pa on v drugi kleti spodaj nima nič, ker so mogoče spodaj samo temelji, ni problema, če on te etaže nima. Ne sme pa manjkati nobena etaža vmes, oziroma etažne višine se morajo pri vseh programih, vseh udeležencih absolutno ujemati. Ker če se ne boste držali tega in pa kje je kota 0, se pravi, katera je zdaj tista 0. etaža in pa kje je ta kota, je to zares v objektu ali je to zunaj nekje, ne vem, na pločniku ali pa na cesti. Skratka, te stvari morate imeti zelo dobro zapisano in se jih vedno upoštevati. Potem še nekaj, kaj pa zdaj kota etaže zares pomeni? Ali je to kota etaže, se pravi, se etažna višina meri do zgornjega roba nosilnega dela konstrukcije, ali se meri na finalni tlak? Arhitekti imajo najrajši tale finalni tlak, ker je potem višina parapeta pravilna. Drugače morajo vedno upoštevati to dimenzijo. Zdaj, če rečemo, da je to kota 0 v posamezni etaži, pa model izvozimo gradbeniku brez jasno finalnih tlakov, ker njega te ne zanimajo, bo on imel koto 0 nekje v zraku. Poleg tega se zavedate, da se tlaki lahko zelo, zelo spreminjajo tekom projekta. Enkrat rečemo, bomo imeli lese, enkrat bomo imeli keramiko, enkrat bomo izolacijo malo povečali, se pravi, ta točka se mogoče tekom projektiranja spreminja, gor dol. Tako da, zdaj, katera od teh je kota 0 posamezne etaže, je zares odvisno od vas, ampak ko se enkrat dogovorite, se tega držite. Mogoče je najlažje imeti koto na zgornjem robu nosilnega dela konstrukcije, to je gradbenikom najljubše,
ampak mora potem to tudi arhitekt upoštevati, da višino parapeta in tako naprej, višino stropov upošteva od te kote. Ampak mora biti to seveda dogovorjeno. Potem zelo pomembno je, da elemente klasificirate. Klasifikacija elementov, tipično uporabniki, ki se tega ne zavedajo, prepustijo klasifikacijo softwarju. Se pravi, če jaz nekaj narišem z orodjem za zid, predpostavljam, da je to zid, da je to stena. Okna, vrata in tako stebri, nosilci, se pravi, vsako orodje ima neko svojo prednastavljeno klasifikacijo. Kar pa v večini primerov ne drži. Navadna stena, ja, bomo jo vedno risali z orodjem za stene. Ampak če se že spustimo na ploščo, recimo imamo lahko ravno streho na stavbi in zdaj ravna streha se riše z orodjem za ploščo, vendar to ni plošča v klasičnem smislu, ampak je to zadnja plošča v projektu, se pravi, in se mora biti klasificirana kot streha, zato ker to ni navadna plošča. Ravno tako recimo temelji. Noben od programov nima orodja posebej za risanje temeljev. Ampak temelje rišemo z orodji za nosilce ali z zidovi, nekateri naredijo temelje tako, da narišejo ploščo pod celo stavbo, pa potem luknjo v plošči in na tak način dobijo temelje. Se pravi, ne sme biti vodilo orodje, s katerim smo nekaj zmodelirali, ampak moramo imeti možnost elementom klasifikacijo dodeliti posebej. Kasneje boste videli, kako tole deluje. In zdaj klasifikacijskih sistemov je verjetno toliko, kakor je naprednih držav, kar se tiče BIM-a. Praktično vsaka država ima svoj klasifikacijski sistem. Jasno, tukaj je izjema Slovenija, ki svojega klasifikacijskega sistema še nima. Recimo Avstrijci imajo svojega, Angleži, Američani jih imajo kar nekaj. Tako da teh klasifikacijskih sistemov je ogromno in da se tem problemom izognemo, če pogledamo Classification Manager v Arhicadu. Arhicad ima neko standardno klasifikacijo, vključeno v vsak Arhicad noter, imenuje se sicer Arhicad klasifikacija verzija 2.0, ampak ta klasifikacija, če tukaj pogledamo recimo Elements, Construction Elements, vidimo tukaj vse glavne elemente, stene, temelje, stebre in tako naprej. In vsaka od teh klasifikacij je vezana neposredno na IFC klasifikacijo. Vsi ti klasifikacijski sistemi so mapirani na IFC klasifikacijo in običajno to ni 1:1 izmenjava. No, pri Arhicad klasifikaciji je praktično 1:1, se pravi, če nekaj rečemo, da je BIM, se pravi, da klasificiramo nekaj kot nosilec, se to pretvori v IFC v nosilec. Zaradi tega priporočam, da če nimate specificirane neke posebne klasifikacije, katero lahko v Arhicadu uvozite tukaj s Classification Managerjem, tukaj jih imate za uvoz ali pa izvoz klasifikacij. Če nimate posebej določene, izberite kar to, ki pride z Arhicadom zraven, ker ta je 1:1 klasifikacija mapirana na IFC 4.0. No, tukaj je zdaj tale naša shema in če smo zdaj tukaj v prvi točki priprava modela, ene par tipičnih napak bom pokazal, ki jih, ko se projekt premika iz idejne faze v neko razvojno fazo, in jih arhitekti praviloma delajo te napake.
In preden začnemo z izmenjavo z ostalimi strokami, moramo te napake na tak ali drugačen način najti, jih popraviti, ker drugače bomo imeli eno samo veliko zmedo. Če recimo tukaj spet grem na cel naš model in naredim en search, find and select v Arhicadu, večina programov ima nek način za iskanje, in rečem, da želim poiskati vse elemente, katerim pripada lastnost, da so zunanji elementi, se pravi elementi fasadnega ovoja. In če rečem, izberi mi te elemente, vidimo, izbral mi je 732 elementov, in če jih zdaj izoliram, da samo te zunanje elemente prikažem. Na prvi pogled izgleda vse v redu, ampak če se jaz prestavim noter v stavbo, vidimo tukaj polno enih objektov, ki očitno niso zunanji elementi, niso deli stavbnega ovoja. In če jaz pogledam recimo tole steno tukaj noter in grem v njene nastavitve, vidimo, da je klasificirana kot zid, to je vse v redu. In tudi položaj tukaj je klasificirana kot interior, se pravi notranja stena. Zdaj, zakaj mi jo je izbrali kot zunanjo steno, ne glede na to, da je dejansko definirana kot notranja? Razlog so podelementi. Okno je tipičen element, ki je skoraj vedno zunanji element. Oken običajno v notranjosti prostorov nimamo, razen kadar jih imamo. In recimo v tem primeru vidimo, tukaj imamo nekaj oken, klasificirane so kot okno, in to okno je po defaultu bilo definirano kot zunanji del, se pravi del fasadnega ovoja. In čim imamo neki element, takole bi ga mogli zdaj dati kot interior, in čim imamo nek podelement v sklopu recimo stene, ki je interior, se ostane lahko exterior, ampak še vedno mi ga bo potem narobe kazali, zato ker je to podelement drugega elementa. Tako da recimo take stvari, vidite, koliko je tukaj napak. Take stvari je treba preveriti in jih popraviti. Potem, ko gledamo, ko mi predajamo model, ko mi modeliramo kot arhitekti, recimo, zelo dobro vemo, kaj smo naredili, na kakšen način in tako naprej. Ko pa mi ta model izvozimo v IFC, ga predamo neki drugi stroki, oni se običajno ne zavedajo, kako smo mi modelirali, na katere layerje smo kaj dali, kaj smo kdaj imeli prikazano, kaj ne. Ampak se elementi med seboj razlikujejo po tako imenovanih ID-jih. Se pravi, neki oznaki, ki je ena za vsak element ima neko svojo oznako, ID. Če se jaz tukaj eno steno postavim, takole, da je takole malce večjo steno, recimo tale stena, če grem njene nastavitve pogledati, vidimo, ta stena ima ID wall 10180. Zdaj, medtem ko modeliramo, včasih grejo se te številke enostavno nadaljujejo, naslednja bi bila 181, 182 in tako naprej. Ampak če jaz neko steno skopiram ali pa zbrišem, potem pride do nedoslednosti v teh številkah. Potem imamo lahko en kup sten, ki imajo isti ID ali pa nimamo lepo urejenih. Zato imamo v Arhicadu tako imenovani ID manager, kateri nam, listing extras, takole, s pomočjo katerega lahko uredimo ID po posameznih elementih. Tukaj imam recimo izbrane zidove, rečem, naj mi zamenjal bom vse element ID-je in še en kriterij je pa etažnost. Se pravi, najprej bo šel iz druge kleti, pa prvo klet, pa pritličje in bo na tak način urejal. Tukaj definiram format, kako želim, in tukaj recimo vidimo, kako bo tale ID na koncu izgledal.
Zdaj, pri nekaterih BIM projektih, ki jih dobite na razpisu, imate celo predpisano, kako morajo biti elementi, kako morajo izgledati ID za posamezne elemente. Za zidove še ne vem, če sem kdaj videl, ampak predvsem okna, vrata, predvsem stavbno pohištvo in strojne inštalacije imajo predpisano, kako mora ta informacija tukaj izgledati, zato da kasneje nekdo zelo enostavno najde katerikoli element v vašem modelu, tudi če ne ve, kako je bil model sestavljen. Pravi, tukaj to naredimo, vidimo, da je zidov v tem mojem projektu 1053 in če rečem change ID, bo zdaj šel čez vseh teh 1053 elementov, lahko bi postavil različne pogoje, lahko bi po vsaki etaži posebej, zdaj sem tukaj kar rekel vse skupaj. Evo, vidimo, zdaj jih je vse tele zidove preštevilčil, se pravi, jih je lepo uredil, če rečem OK, in če bi še zdaj pogledati tisti opis element ID, bi videli, da so dobili druge številke. No, ampak tukaj že v tem popisu vidimo, da imamo kar nekaj elementov, ki so recimo na nekem layerju, to je layer, S-slab, S-slab, L-side. Se pravi, popisi nam lahko služijo tudi kot zelo dober način, da poiščemo napake. Recimo, že tukaj imam en popis pripravljen, ki mi izpiše vse zidove z njihovimi ID-ji, ki imajo position, se pravi exterior, interior, nedefiniran. Tukaj vidimo, so nedefinirani in zdaj lahko vsak tak zid, recimo, če kar tega prvega tukaj pogledamo, vidimo, da je na layerju interior wall, ampak če ga grem pogledat, takole, zdaj mi ga bo na mojem modelu, mi ga bo našel. Evo ga. Tukaj je, no, to je res en tak čuden zid, tukaj noter nekje. Zdaj bi se mogel jaz odločiti, ali je to zdaj interior zid, notranji zid ali zunanji zid, kam zares bolj spada. Na tak način s pomočjo popisov lahko ogromno napak odkrijemo in jih jasno pred izvozom popravljamo. Potem paziti moramo recimo na takele stvari. Tale nadstrešek tukajle. Arhitekt bo to zelo verjetno vsaj v začetnih fazah modeliral tako, da je zmodeliran v enem kosu. In zdaj, kaj je zdaj to zunanji element ali notranji, ker definitivno en del sega v notranjost. Zares bi ta plošča mogla biti modelirana tako, da si je tukaj predeljena, zelo verjetno tudi zgrajena, nikoli ne bo na tak način, ker bi bil to prevelik toplotni most za noter, se pravi, tukaj mora do ničesar priti in takih napak se moramo čim bolj izogibati. Potem, prej smo govorili pri klasifikaciji elementov. Tukaj vidimo ene takele police, ki so narejene kot nek okrasni element tukaj pred tole notranjo kuhinjo. In če jaz zberem recimo enega od teh elementov in grem pogledat, kako je klasificiran, pravi tisti, ki je modeliral to stavbo, tega elementa ni klasificiral. Tukaj vidimo, da je unclassified. Se pravi, če naredimo IFC izvoz in ga pošljemo statikov, bo statik to dobil, ker je bilo to narisano z orodjem za steber, bo dobil uvoženo kot steber in on bo zdaj najmanj, kar je, nas bo vprašal, kaj je zdaj to tukaj, je to res steber ali ni steber, kaj z tem ga mora preračunati. S temu se enostavno izognemo, če klasificiramo tako, kot je treba. Se pravi, elemente med tem, ko jih modeliramo, vsake toliko časa gremo in jih klasificiramo kot recimo vsaj takole, furnishing rečemo. Zdaj tukaj bi mogel vse te 4 stebre. Isto velja za tole.
Tele police so bile narejene kot nosilec in če grem pogledat, kako so bile klasificirane, niso klasificirane sploh in tudi tole bi mogel reči, elements furnishing. Tako da pri izvozu imamo čim manj problemov, da rečemo izvozimo samo res elemente, ki niso pohištva, če jih statika zares to ne zanima. Potem naslednje stvari, recimo nosilnost posameznih elementov. Vsakemu elementu, recimo tale stena, tukaj tole celo steno izberem, ima tukaj structural function. A je to nosilni element, nenosilni ali še nedefiniran, še ne vemo, kaj bo. Pri kakšnih stenah včasih ne vemo vnaprej, potem dobimo kasneje informacijo, da mora nekaj biti nosilno iz nekega drugega materiala. Recimo takale konstrukcija, ki je tukaj, pa se moramo sami odločiti. Zdaj, če je to nekaj, kar bo statik mogel preračunati, potem moramo definitivno tej konstrukciji tukaj reči, da je nosilna konstrukcija. Če bo to tukaj gor postavil nek podizvajalec, ki ima svojo, da bomo tole pergolo tukaj samo kupili in jo bo nekdo postavil gor, potem ni naša naloga, da to preračunavamo, oziroma statikova naloga, da to preračunava. Potem bomo tukaj rekli undefined in bo tak model izločen iz izvoza. Zdaj, če skočimo na naš naslednji korak, zdaj bomo malo hitreje prišli čez tale del same izmenjave, ko moramo enkrat začeti izvažati model, se moramo odločiti, ali bomo izvažali parametrično geometrijo ali tako imenovano BREP, oziroma Boundary Representation geometrijo. Glede na to, da delamo v referenčnem principu, se pravi model, ki ga bomo izvozili, ne bo praktično nihče uporabil za to, da ga bo spreminjal, ampak rabi ga samo kot referenco, svetujem, da v glavnem uporabljate tole metodo, Boundary Representation. Če tukaj pogledamo recimo primer, če imam takole neke zidove, odrezane s streho, če rečemo, da izvažamo extruded geometry, se pravi parametrično geometrijo, bomo dobili nekaj takega, kar je popolnoma drugačen izgled, kot je naš originalen model. Če pa rečemo, da želimo boundary representation, bomo dobili natančen posnetek tega našega modela. Isto je tukaj recimo takale stena odrezana s streho, extruded geometrija bomo dobili dva taka elementa, precise geometry bomo dobili tak. In tukaj je glavni razlog za tiste mite, da se geometrija zgubi, da geometrija ni taka, kot je v originalu zamišljena. Vse to se da nastaviti pri izvozu ali uvozu modelov v IFC, tako da to ni težava IFC-ja, to je bolj težava nepoznavanja prevajalnikov. Potem odločiti se moramo, kaj nam pomenijo posamezne sestave. V BIM programih lahko elemente naredimo kompleksne, da jim dodamo posamezne sestave. In zdaj se moramo tudi odločiti, ko izvažamo, ali so te sestave pomembne ali ne. Ali cel zid kot en element odnesemo, ali ga razdelimo na posamezne sestave, ali nosimo samo nosilni del, se pravi jedro posameznega zidu. Tudi to se da vse nastaviti v prevajalnikih. Potem vedno svetujem, da izvažate neposredno iz 3D okna. Kajti IFC prenaša samo 3D elemente in tisto, kar vidite na zaslonu, ko rečete save, tisto se bo shranilo. Zato najprej naredite pogled, naredite si filtre, izklopite layerje, ki jih ne želite, izklopite recimo prikaz tistih elementov, klasifikacij, ki jih ne želite, in ko ste zadovoljni, si izvoz naredite. Recimo tukaj je en tak primer, kjer je izvoz pripravljen za energetsko učinkovitost, se pravi za preračun energetske učinkovitosti stavbe. Prikazane so samo prostori,
z različno barvo so različne namembnosti prostorov, dobimo vse volumne, dobimo vse površine. Vidimo tukaj, da sta ene dva elementa narobe klasificirana, tale pa tale tukaj gor, nek aluminij pa še nekaj, en del strehe. Se pravi, še to bi odstranil iz tega pogleda. Potem recimo izvoz pripravljen za strojne inštalacije. Tukaj rabimo seveda vse konstrukcijske elemente, rabimo noter recimo spuščene stropove, kje so svetila in tako naprej, da bojo projektanti strojnih pa elektroinštalacij vedeli, kaj je njihova naloga. In pa en pogled recimo na popolnoma enak model, ki je namenjen gradbenikom za statične preračune, ki ga izvozimo v samo jedro nosilnih delov konstrukcije. No in zdaj, kako sam izvoz poteka, zares je popolnoma enostavno. Rečemo, sej vas, ne smemo pozabiti izbrati pravega translatorja. Rekel sem, da translatorje, prevajalnike lahko pripravimo, da prevajajo v različnih načinih, boundary representation proti parametričnemu izvozu, potem katere elemente in tako naprej. In jaz tukaj bom izbral izvoz za konstrukcije. Šel bom recimo na eno takole. In bom rekel, da tole izvozimo z OpenBeam. Takole. Shranim. Zdaj, vsakič, ko shranite nek IFC model, svetujem vam, da greste in ga najprej odprete v enem od brezplačnih IFC pregledovalnikov. Jaz tukaj uporabljam Solibri, ker mi je najbolj všeč, in tukaj vidite model, kaj sem izvozil, kaj bo gradbenik statik dobil. Vidite strukturo posameznega objekta, lahko greste vse pogledati. Zelo fino je recimo, da izberete neko etažo in rečete, prikaži mi samo te elemente, in vidite recimo samo ena etaža, pa recimo rečemo, prikaži mi samo prvo etažo. In že tukaj velikokrat opazite tudi kakšne stvari, ki recimo tukaj zdajle kakšna stena, tukaj nekje visoko gor, ki je pomotoma pripada neki etaži, čeprav tam ne bi smela biti. In tukaj vidimo tudi strukturo samega IFC fajla, vidimo tudi vse stebre, lahko zelo enostavno rečemo, prikaži mi vse stebre v tejle moji prvi etaži. No in če gremo pogledati recimo v pritličju, pa stebre pritličja, se boste spomnili tistih dveh nosilcev, mislim tistih dveh stebrov, ki sta bila tam v pritličju, ki sta bila del pohištva. In ker sem enega spremenil, ostalih pa ne, se ne spomnim, koliko jih je bilo, se zdaj te stebri pojavijo naenkrat v IFC modelu in statik bo gledal, kaj zdaj z njimi naredi. Tako da vsekakor uporabite en IFC pregledovalnik, ko izvozite in preden uvozite kakšen model v vaš model. Se pravi, ko dobite od strojnika IFC datoteko, poglejte jo najprej v enem od pregledovalnikov. Potem pride faza, ko uvozimo model. Tukaj zopet velikokrat vidim, slišim za težave, ko ljudje dobijo IFC model in enostavno ga pripeljejo noter v svoj model in potem, ko enkrat ta dva modela združimo, praktično ni več poti nazaj, kako bi ju razdružili. Se pravi, ko enkrat IFC modela ne potrebujete več, kaj z njim narediti. No, tukaj imamo en takle primer, recimo tole naš tloris naše stavbe. Zunanji model vedno uvažajte kot external reference. V Arhicadu se temu reče hotlink. Izbral bom zdaj modul,
se pravi objekt, recimo, da sem od gradbenika dobil revision 1, se pravi prvi model. Zopet paste na translator, da izberete, Tekla Structures, rečem takole, da ga izberem. Postavi se vedno na nek layer-cel, rečemo takole, to konstrukcija. Če imate etažne višine pravilno nastavljene, potem tukaj nobenega offseta ni več potrebnega. Takole. In bomo zdaj en hiter uvoz naredili. Še enkrat me vpraša, katere elemente želim, bom kar pustil vse. Zdajle nam pride še primerjava med našo datoteko in pa uvoženo datoteko. Vidimo, da Hotlink nima etaže roof, ki jo arhitekt ima, ampak dokler se te ostale etaže ujemajo oziroma da izberemo eno, ki je naša 0, bi mora biti vse v redu. Na originalno lokacijo, absolutno. Takole. No in zdaj imamo združena oba modela. In če pogledamo zdaj oba modela, takole malo prerezano v 3D. Tukaj sem en filter dal vmes, da vse, kar je prišlo od statika, da je pobarvano z rdečo barvo. In tukaj zdaj vidimo elemente, ki so prišli iz IFC modela in te barvaste elemente, ki so prišli iz našega modela. Zdaj, tukaj bi, že če gremo takole pogledati, vidimo, da naša plošča pa plošča od statika nista čisto na istem mestu, tako da je zdaj treba tole pogledati, kaj je zdaj tukaj narobe. In tukaj imamo zdaj več metod, kako tole preverjati. En od takih najpogostejših, vsaj v Arhicadu, je s pomočjo Trace and Reference ukaza. Tukaj bomo zdaj videli prerez skozi našo stavbo, to je arhitekturni model. In zdaj, če ukažem še z rdečo barvo ta model, ki sem ga dobil od statika. Takole, če se tukaj približamo, pa tole malce odstrnemo, vidimo, da je statik tukaj dal tole, kar je rdečo, je od statika, je debelejšo ploščo, kot smo jo mi kot arhitekti postavili. Vse ostale stvari so enake. In zdaj načeloma bi arhitekt tole ploščo zbral in bi rekel, namesto 22 mora biti 25 centimetrov, ker je statik tole rekel, in zdaj bo tole vse popravil. Se pravi, na tak način gremo čez model in ugotavljamo morebitne težave med našim pa med modelom statika. Zdaj ta postopek se zdaj ponavlja. Mi popravimo, statik spet svoje popravi in se to vrti kar nekajkrat. Najenostavnejše je, da ko imamo enkrat takle model že uvožen, vse, kar rabimo narediti, je, da zdaj model od statika zamenjamo z njegovo novo verzijo. Gremo tukaj na upravljanje z moduli in rečemo, tole prva revizija, ki smo jo prej uvozili, zdaj smo dobili novo popravljeno verzijo, rečemo relink in bom tukaj izbral recimo zadnjo verzijo, revision 3. Izberem, vidimo, da je zdaj popravljeno in ko rečem OK, se bo celoten postopek ponovil. Znebil sem se modela revizije 1, dobil sem revizijo 3 noter, ki ima spet svoje spremembe. V Arhicadu imamo tudi orodje za primerjavo različnih IFC datotek, se pravi, lahko bi tudi pred uvozom
verzije 3 naredil primerjavo, kakšna pa je razlika med verzijo 1 in verzijo 2 in bi uvozil samo tistih par elementov, ki so zares bili spremenjeni. Če tukaj naredim na hitro še uvoz strojnih inštalacij, se pravi, zdaj smo s statikom recimo prišli do neke skupne rešitve, zdaj bomo pa še tretji model uvozili noter. MEP elementi so običajno zelo, zelo kompleksni, recimo tale risba je iz model inštalacij narejen za fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, ki je bila narejena. No, in če zdaj na naš arhitekturni model, ki ima že vstavljen model statika, uvozim še enega, takole pa bomo na hitro še en modul dodali zraven, še pa ne, rabimo IFC datoteko, evo, strojne inštalacije, Mechanical Electrical Plumbing, zopet pazimo na prevajalnik, tukaj bomo zbrali DDS-CAD, ker s tem so bile inštalacije narejene. Takole bomo rekli, da je tole pa zdaj so strojne inštalacije, dali bomo tudi na en drug layer, show layer. Tako da bomo zdaj na naš originalen model imeli že 2 IFC modela dodana. In kar lahko zdaj naredimo so preverjanje kolizij med posameznimi elementi. Še tukaj pogledamo, da se ujema. Okay. Takole. Če te strojne inštalacije pogledamo takole v 3D, smo dobili nov model. S pomočjo grafičnih filtrov v ArchiCAD-u lahko z različnimi barvami, tako kot sem prej modele betonske konstrukcije prikazal z rdečo barvo proti ostalemu, imam zdaj arhitekturni model tako ležično in noter strojne inštalacije. In zdaj vse, kar bi rabil narediti, je, da bi naredil collision detection, se pravi preverjanje kolizij. Običajno se to dela med tistimi elementi, ki so najbolj, katerih strošek pri odpravi napak je največji, to je običajno, so to strojne inštalacije in pa nosilna konstrukcija. Tukaj mora biti preboji narejeni v nulo, se pravi, zdaj sem prikazal samo oba modela, ki me zanimata in enostavno naredim, tukaj imam model check, collision detection in rečem, preverim vse, kar je na layerju MEP, proti vsemu, kar je na layerju structural, se pravi konstrukcija, določim tolerance, če so, in naredim check. Evo, vidite, takole v kakšni sekundi mi je našel koliko kakšnih 200-300 težav med vsemi elementi. In zdaj bi šli lepo enega za drugim in poiščemo vse težave, ki so, recimo, tukaj vidimo med neko ploščo pa nekim daktom, se pravi neko cevjo. Če izoliram samo tole dvoje, vidimo, tukaj je neka težava. Evo, tukaj je neka cev, je preblizu plošče, se dotika, vsaj dotika, če ne celo zajeda v ploščo. In zdaj vse te stvari, ki jih tukaj najdem, lahko iz njih tvorim
težavo, po angleško issue. Takole in rečem, recimo, inštalacije. In če grem zdaj te pogledat, evo, tukaj imam dve težavici, ki sem jih izbral. S pomočjo izmenjave informacij o težavah v formatu BCF, zdaj lahko tole pošljem tistim strankam, ki so odgovorne za to, se pravi strojniku, pa recimo konstrukterju, zdaj pa nekdo mora nekaj narediti, se premakne cev, verjetno v tem primeru bomo premaknili cev. Tako smo zdaj prišli do konca tegale našega poenostavljenega pregleda. Ko smo rekli, dobimo modele, naredimo preverjanje med temi modeli, zadolžimo posamezne udeležence v projektu, da napake odpravijo in potem se zadeva zopet vrne. In to poteka toliko časa, da na koncu ne dobimo čim boljšega modela, idealnega nikoli verjetno ne bomo dobili, ampak da dobimo čim boljši model in da gremo potem v naslednjo fazo, recimo gradnjo na gradbišču. Tako, toliko sem imel jaz danes za prikazati. Zdaj mislim, da je ura je točno 1, tako da se nekako držimo tega našega tajminga. Zdaj, če ima kdo kakšna vprašanja, lahko, kar se mene tiče, tako neposredno. Tukaj le vidim v chatu je nekaj. Samo da... Kar izvolite odpreti mikrofon in vprašati neposredno, ni problem. Kdor ima vprašanje? Zdaj tudi, če se kdo kasneje spomni na kakšno vprašanje ali pa kdo, ki bo posnetek gledal, moj mail je gorazd@pilon.si, lahko neposredno mene kontaktirate ali pa preko organizatorjev, tukaj pa bomo poskusili odgovoriti. Upam, da vam je bilo zanimivo, da ste izvedeli kaj novega, predvsem pa ne se lotevati BIM-a takrat, ko ste že dobili projekt, ki ga morate narediti v BIM-u. To je tipična napaka, da nekdo na razpisu dobi projekt, ki ga mora oddati v BIM tehnologiji in takrat začne klicati okrog in iskati software in spraševati, kaj pa to BIM je. Tako da dajte narediti kakšen projekt prej, tudi če se ne zahteva, naredite ga za vas, zato da vse te komunikacije med posameznimi softverji, bom rekel, zgladite, preden imate deadline. Hvala. Gorazd, če lahko še končate šeranje. Ja, tako, Povabim seveda. udeležence. Na še eden dogodek, in sicer četrtek imamo delavnico v okviru projekta Smart Forest Apps, skoraj nič inženirska gradnja in prenova, kjer pa mislim, da bo tema zelo aktualna, namreč naj bi predstavili novi PURES in spremembe pri projektiranju energijske gradnje oziroma skoraj nič energijskih stavb, kar mislim, da je aktualno za kar marsikaterega projektanta tukaj. Podoben princip, prijava preko Eventbrite, udeležba brezplačna, bo pa tudi nekaj informacij iz Romunije, iz našega partnerja oziroma koordinatorja projekta, tako da seveda vabljeni. Zdaj bi pa jaz mogoče sam za zaključek še eno vprašanje zastavil Gorazdu. Kako vidite uporabo BIM-a recimo kot orodje, ki bi lahko pospešilo sodelovanje med državami? Zdaj IFC je možno pretakati preko interneta, kar pomeni, ni treba voziti tone materiala v neko drugo državo, ampak v bistvu projektni dizajn pa je možno delati za kogarkoli na svetu. Verjetno se to že dogaja,
kako bi lahko na nek način to še pospešili? Ja, gotovo se to dogaja. Tako kot se je že prej, tudi mi imamo kar nekaj naših uporabnikov, vem, da projektira za tuje firme. Imamo eno, ki projektira izključno za en švicarski biro, potem kar nekaj tudi tega sodelovanja z Avstrijo, tako da vem, da se to definitivno dogaja. Predvsem je tukaj mislim, da pri nas je še kar smo malo zadaj, kar se tiče kompetenc BIM-a. Dan, dva nazaj sem gledal neko primerjavo 7 evropskih držav, kje so na tej lestvici uporabe BIM-a. Slovenije sicer ni bilo tam, ampak mislim, da spadamo, bila je pa Hrvaška, mislim, da spadamo približno tja kot tudi Hrvaška, se pravi, večina projektov pri nas se še vedno dela v BIM nivoju 0. Sem pa je kakšni BIM, mislim, kar nekaj se jih v BIM nivoju 1, kar pomeni, da je poleg 2D načrtov zraven še 3D model, ne še BIM model, ampak da je 3D model. In pa zelo, zelo malo je pa takih, ki so BIM level 2, kar pomeni, da so v BIM-u arhitektura, konstrukterski del in pa strojne pa elektroinštalacije. Tako da sigurno bo tega zmeraj več, ker če nekdo ima nalogo nekaj sprojektirati v BIM-u, pa v svojem okolju ne najde strojnika, ki bi BIM znal projektirati, ki nima softvera, ki se mu ne sanja, kako mora IFC uvažati pa izvažati, bo to poiskal ali na Hrvaškem ali v Avstriji in obratno. Če bojo na Hrvaškem nekoga iskali, pa bo v Sloveniji kakšna firma ali pa recimo v Avstriji, ki bo to znala, bo sigurno so take kompetence dobro došle. Tako da čim prej se iz tistega malo osnovnega brskanja, kaj to BIM sploh je, poskusite spraviti vsaj na to, da začnete pa nek projekt, recimo čisto samo za sebe, tudi če ni treba, naredite po BIM principih. Pa pojdite na kakšno izobraževanje, nekoga v podjetju pošljite na kakšen BIM menedžer tečaj. Tega se kar nekaj že dogaja, bo treba se podvizati. Smo tukaj dokaj zadaj, predvsem pa država, mora kar nekaj narediti, nimamo niti standarda klasifikacije, niti nimamo zapisano, kaj BIM sploh je, razen v takih volonterskih, kot je CBIM, združenje, pa gospodarska zbornica, pa ZAPS, se trudijo, ampak uradno pri nas nimamo nekih standardov. Hvala. Mogoče še eno vprašanje. V Slovenskem gradbenem grozdu tudi delamo v smeri preoblikovanja v krožno gospodarstvo, v krožno gradbeništvo. Eno področje je prefabricirana, modularna gradnja in seveda tudi digitalizacija generalno. Kako pa je v bistvu BIM tu noter že domač? Ja, v tujini, bi rekel, se zadnjih par let zelo veliko poudarka daje na BIM knjižnicah. Če želite, da se prefabricirani elementi v BIM projektih uporabijo, morate imeti knjižnico takih elementov na voljo. Ali to od proizvajalca, ali neko generično knjižnico, ki pokrije več proizvajalcev. Tako da tukaj mislim, da je pri nas še ravno tako veliko prostora za napredek. Je pa tako, kot ste rekel, ko se trudimo za krožno gospodarstvo, za bolj učinkovito in gradnjo in uporabo stavb, BIM ni bil izumljen zato, da imajo arhitekti pa gradbeniki na začetku več dela. Glavne prednosti BIM-a ima investitor oziroma uporabnik stavbe, ker se že vnaprej ve,
preko facility managementa, ki je jasno končna postaja za BIM modele. Že vnaprej se ve, kaj se bo s temi elementi, ki so bili vgrajeni pred 50 leti, kaj se bo z njimi zgodilo, ko bo treba stavbo ali renovirati ali porušiti, kaj je sploh zares noter vgrajeno. Tako da predvsem pa te knjižnice, res slovenski proizvajalci in teh prefabriciranih elementov, že teh betonskih, ki so že dolgo časa na tržišču, pri nas praktično ni knjižnic. Če je kdo iz kakšnega takega področja, da to posluša, dajte nas kontaktirati, pa bomo poskusili pomagati, da se take knjižnice začnejo bolj razvijati. Dobro, hvala. Mislim, da je to dober poziv slušateljem in tudi ideja za neko skupno akcijo Slovenskega gradbenega grozda in tudi ponudnikov BIM orodij v Sloveniji in teh, ki jih tudi uporabljajo, da se pospeši uporaba BIM-a tudi zaradi pospeševanja prehoda v krožno gospodarstvo. Tudi to. Ja. Smo odprti za kakršnokoli sodelovanje. Tako, seveda. Dobro, s tem bi tudi dejansko zaključili, če ni drugih vprašanj. Kot rečeno, na zaslonu še vidite naše kontakte. Pilon podjetje tudi boste našli na internetu, tako da ni problem jih kontaktirati glede česarkoli. Kot rečeno, to predavanje smo posneli in bo na voljo tudi za kasnejši ogled. S tem bi pa tudi zaključil. Še enkrat gospodu Rajhu hvala lepa za zelo zanimivo predavanje in vam udeležencem za udeležbo in spremljanje tega webinarja. Veselimo se, da se spet srečamo verjetno v jeseni na novi seriji delavnic oziroma webinarjev Slovenskega gradbenega grozda. To za danes in lepo pozdravljeni.